Beletrina v živo. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, lepo pozdravljeni v tokratni Beletrini v živo, v kateri predstavljamo zadnje delo Vlaste Nussdorfer, Tanka črta. Gre seveda za delo, kjer se Vlasta predstavi na zelo specifičen način, in sicer na takšen način, ki ga navadno bolj zasledimo v kakšnih kriminalnih filmih ali v kakšnih ameriških nanizankah. Gre seveda za njeno življenje kot tožilke. Vlasta, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Lepo pozdravljeni vsi, ki naj jo gledajo. Kako je sploh prišlo do tega, da ste začeli snovati to knjigo, kjer predstavljate pravzaprav svoje delo in pa čisto konkretne primere v vaši tožilski karieri? 35 let sem bila na tožilstvu, 6 let varuhinja in 4 leta pri predsedniku republike. In ugotovila sem kar naenkrat, da me ljudje še najbolje poznajo po funkciji varuhinje. Ko so me predstavljali, so včasih kar pozabili reči dolgoletna tožilka. Jaz pa celo življenje pravzaprav posvetila kriminalu, reševanju teh zgodb na sodišču. In sem si rekla, zakaj ne bi ljudje spoznali tožilca drugače. Ko sem prihajala na tožilstvo, morda sem bila zato celo sprejeta, me je tedanji bodoči šef vprašal, kaj si mislim o tožilcih. In ne vem zakaj, ampak rekla sem mu, hudo mi je, ko gledam ameriške filme, v katerih tožilci niso predstavljeni najboljše, vedno jih igrajo nesimpatični igralci, ponavadi majhni, malo zaobljeni in tudi ne prav bistre pameti. Nasproti jim stojijo krasni odvetniki, da ne govorimo o odvetnicah. In takoj se pravzaprav zaljubiš v tistega, ki sicer zastopa kriminalca in to ne bi smel. Ampak tožilec je pravzaprav pozitiven lik, ker ščiti žrtve, za vsakim umorom, za vsakim posilstvom, zlorabo, tatvino, ropom je nekdo oškodovan. Nekdo stoji, nekdo je žalosten, nekoga ni več. In zakaj bi bil tožilec negativen lik postopkov? In ker sem sama res se posvetila temu delu, se mi je zdelo prav, da po vseh knjigah, ki sem jih napisala, ta je že 13., predstavim tožilstvo, tožilca, zgodbe. In zdi se mi, da bodo ljudje začeli na to gledati drugače, upam. Potem se bova dotaknila posameznih primerov. Rad bi pa prišel čisto na začetek knjige, kjer je zelo zanimiv uvod, ne tožilski, ampak pravzaprav neki prvi spomini iz otroštva, kjer mala Vlasta z nekimi lakastimi čeveljci skače po lužah noter, in pride tam nek gospod, ki reče: Vlasta, tega pa ne smeš, ne bom te pa tepel. Kdo je bil ta gospod in zakaj je tako pomemben, da se z njim knjiga pravzaprav začne? Ja, to sporočilo, ki me je pravzaprav spremljalo celo življenje, nasilje nad otrokom, tepež otroka, dejansko se mi je zgodilo to v res ranem otroštvu, to je bil moj stric. Moj stric, ki je bil okrožni sodnik v Kopru, izjemen človek, v svoji avtobiografiji sem se mu zelo posvetila, morda sem zaradi njega tudi šla študirati pravo, no, morda, najbrž kar res. No in dejansko se tega spominjam. Jaz sem cepetala po vodi z nekimi lakastimi čeveljci v dokolenkah, imela sem celo dvoje, se dobro spomnim, črne in rdeče. In ko sem tako poskakovala, kar ni bilo prav, sem škropila naokoli, je stopil do mene in sem čutila nekako bližajočo se roko, ampak se me ni dotaknil in je rekel: ti si otrok, tebe ne smemo tepsti, ampak tega pa ne smeš delati. In pozneje, ko sem se ukvarjala z nasiljem, tudi z nasiljem nad otroci, sem pravzaprav pogosto razmišljala o tem, kako mi je bilo to zgodaj položeno, to sporočilo, na dušo in srce, otrok se ne tepe, otroke se vzgaja. In ko mi je rekel, tega ne smeš delati, mislim, da nikoli več nisem tega počela. To je uvod v knjigo, kjer je zanimivo, da pravzaprav ves čas nekako preizprašujete to
zakaj pride do kriminalnega dejanja, zakaj se zgodi, da so recimo med nami tudi mladostniki, ki so že čisto pravi kriminalci. A ne? In me zanima, kako gledate danes na to. Ne bi rad čisto napletel vse, kar noter piše, pa vendarle malce za iztočnico morava dati. Zakaj imamo pravzaprav otroke, mladostnike, ki na koncu končajo v zaporu? Ja, to je zelo žalostna zgodba. Pravzaprav se tedaj, ko sem se ukvarjala z mladoletniki, bila sem zelo mlada, imela sem 2 majhna otroka, morda so mislili, da sem za to delo najbolj primerna, ker imam že družino. Nisem razmišljala tako, sedaj pa povsem drugače. Družina je izjemnega pomena. In ko bodo bralci to brali, bodo zagotovo ugotovili, da ne smeš zamuditi otroštva, otrok, ki jih imaš, da moraš izjemno paziti, kakšno je sporočilo, ki jim ga daješ, in da so nekateri pravzaprav rojeni v okolju, ki jim polaga to kriminalno prihodnost. Nikoli ne bom pozabila, čeprav vsega ne smeva povedati, to je delček, ko sem bila varuhinja in sem prišla v koprske zapore. Ta zgodba me je pravzaprav kar pretresla. S pograda je skočil mladenič, morda niti več ne pravi mladenič, ki je bil ves, se spomnim, krvav po nogah, neke stare rane, nove rane, in je zavpil: "Joj, gospa Nussdorfer, a se me spomnite?" Najprej se ga nisem, seveda, ko je povedal ime, sem se ga. Še zdaj vem, pa ne bom seveda povedala ime in priimek. In sem rekla: "Ja, kaj pa vi tukaj delate?" Pa pravi: "Veste, zdaj sem nedolžen." No, jaz o tem nisem mogla soditi, ampak je rekel: "A veste, česa se spominjam? Vi ste mi napisali pismo, ki ga še sedaj hranim, kot mladoletniku." Očitno sem kdaj tudi res pisala tudi tem, ki sem jih obravnavala, in v katerem ste mi napisali: "Vaša mama vas ima tako rada, ne stopajte po teh poteh, bodite boljši, ne storite novih kaznivih dejanj." In je rekel: "Veste, moja mama je umrla, vaše pismo še vedno hranim." In potem je še enkrat dodal: "Tokrat sem nedolžen." In takrat se mi je zazdelo, kakšna usoda čaka nekatere otroke, mladostnike. In v knjigi pišem veliko o tem, pa še ena kolegica, sodnica, tudi sporoča mladim in staršem, kako je pravzaprav treba ravnati, da ne bi se ponavljala kazniva dejanja. Lahko se enkrat se ti tudi lahko zgodi kot mladoletniku, vendar takrat je na družini, na starših, na drugih službah, da mu pomagajo, da tega ne ponavlja. Nekateri pa sem jih srečevala celo po 20, 30 letih še vedno v zaporu, seveda s kratkimi predahi na prostosti, a vendar si rečeš, a je to potrebno. V knjigi ves čas na nek način lahko bralec sledi ne samo nekemu birokratskemu tožilskemu delu, ne, ki se hitro lahko nekako zagrmadi v tiste velike gore spisov, ampak neko nenehno angažiranost. Ne. Vi ste se ves čas ukvarjali, sploh pri mladostnikih se vidi, ne, pisali ste jim, pogovarjali ste jim, razmišljate, kako napovedati ali pa povedati nekaj mladostniku, da je še čas, da se obrne nazaj. Nenazadnje na koncu dobimo tudi varno sobo, ki je zelo pomembna pridobitev pri nas v teh procesih. Gre seveda za sobo za zasliševanje teh prič, različnih, predvsem spolnih, a ne, deliktov. Tako da, zakaj je vas to tako gnalo, da niste bili samo tožilka, ampak temu lahko rečemo angažirana tožilka? Hvala, da ste to opazili. Dejansko smo zelo različni ljudje. Poglejte, tudi prodajalka ni enaka prodajalki. Zase sem vedno rekla, da je čisto vseeno, kateri poklic bi opravljala, in sem celo enkrat napisala, v nekem intervjuju sem povedala, da tudi če bi bila snažilka v javnem WC-ju, bi se takrat tako potrudila, da bi bil mogoče to najlepši WC v mestu, najbolj obiskan. Veste, ko prideš v trgovino, takoj vidiš, a nekdo prodaja zato, ker mora, ker je to njegova služba in vse skozi pogleduje na uro, kdaj bo konec, ali dela to z veseljem, prizadevnostjo, nekako drugače. In res sem bila več kot samo uradnica, tožilka.
Lahko bi delala manj, to vem, in še vedno bi bilo v redu. Ampak meni se je zdelo vedno premalo, da naredim tisto, kar je nujno, zato sem žal ali k sreči sprejemala tudi druge funkcije. Bila sem predsednica Društva tožilcev, pa na začetku celo sindikata, pa ustanovila Beli obroč. Veste, včasih sem si rekla, pa ne samo jaz, tudi drugi, a je to vse treba. In takrat sem takoj sama sebi odgovorila, moramo biti tudi taki. V knjigi noter imamo različna poglavja, ki so pravzaprav neke enote, kjer obravnavate različne tipe teh kaznivih dejanj, od ropov, raznih spolnih napadov, potem imamo noter opisane primere ubojev recimo in nesreč. Kako ste to zbirali in zakaj ste zbrali ravno te primere? Morda zato, ker so bili javno objavljeni v medijih, sicer pri spolnih zlorabah brez imen, ampak vendar opozorilno, da ljudje vedo, da se to dogaja. Izbrala sem res take, ki so medijsko odmevali, zato smo lahko dodali tudi nekatere članke iz tedanjih časopisov, ki so izhajali. Morda so se mi najbolj vtisnili v spomin. Veste, ko sem sedaj brala knjigo, ko jo dobiš v roke, kot nekega otroka, ga potem malo pogledaš, če imaš čas, malo prebereš, nisem še cele, sem si rekla, pozabila si na ta primer. Torej jih je bilo veliko, veliko, veliko več, ampak ne vem zakaj, jaz pišem zelo hitro in pravzaprav ne razmišljam, da bi prav izbirala, nisem si tudi ne zastavila knjige po poglavjih, ampak se je kar ujevalo. In zdi se mi, da sem lepo prehajala najprej od mladoletnikov, potem more otroštva, torej neke spolne zlorabe, nasilje v družini, končala sem z umori, uboji. Vmes pa še ropi, ne? Ropov je bilo bolj malo, ampak en je bil pa tak fascinanten. Dajva se tega dotakniti, ker ga hoče malce napeljati. Ta zgodba, morda kot zanimivost za naše bralce, tako da dobijo občutek, kako so ti dosjeji noter obdelani. Ja, ta rop je bil res nekaj posebnega. Vedno sem si rekla, to je najtežji primer, nekaj je bilo takih. Predvsem se mi je zdelo izjemno, izjemno pomembno, da sem uspela ga dokazati. Jaz sem od prvega dne vedela, da imamo opravka s pravimi storilci. Vendar je nekatere zgodbe, tam, kjer ni dokazov neposrednih, težko pravzaprav z njimi uspeti na sodišču, zato ker tukaj ni bilo ne zaseženega denarja, ne takih neposrednih prič. Tako da je bilo izjemno težko in ta se je pravzaprav tudi kasneje velikokrat v tožilskih krogih predstavljal kot primer dobre prakse. Ne vem, če naši bralci in tudi gledalke in gledalci vedo, da imamo tudi indične sodbe. Te so najtežje. Torej, na podlagi številnih indicev, jaz sem tukaj pripravila govor na 60 straneh, Govorimo o zaključnem govoru, zato da bi ostalo vse to dokumentirano v spisu, ker je bilo toliko zapletov in veste, ko se storilec želi zmazati, bomo rekli, potem zapleta situacijo, priče tudi vedno ne znajo 100% lagati, bomo rekli, ampak se ujamejo v teh lažeh in to je bilo zame izjemno zanimivo, da ko sem sestavljala to indično obtožnico oziroma kasneje tudi zaključni govor, sem uspela prepričati senat, ki pa si je vzel kar 2 ali 3 dni časa za razmislek. Tisti 3 dnevi so bili tudi zame izjemno težki. Ne vem pa, če sem napisala v knjigi, vidite, včasih napišeš vse, včasih ne, da sta prišla na zaključek sojenja, pa mislim, da sem napisala tudi moj sin in njegova, mislim, da takrat še ni bila žena, zato ker sta želela... Metka, ja, dobro veste vse. Ja, naša Metka, zelo jo je obremenjevalo, pravzaprav kako ti postopki potekajo in sta prosila, če lahko prideta na razglasitev. In sem rekla, ja, to je javna, pridita in to. In ko je bilo konec in sta bila vsak ta storilec obsojen na 10 let zapora, vam moram reči, da še ko sem stala, nisem bila sigurna, možnosti sta bili samo 2. Ali zapor, tak kar dolg, ali oprostilna sodba.
To bi me potrlo, glejte, nisi kriv, če se to zgodi, ampak bi bilo hudo. In potem sta mi rekla kasneje: "Mami, nama je bilo tako hudo, stala sva med samimi sorodniki obeh obtožencev in bolje, da ti ne veš, kaj so govorili." Tako da to, vidite, tudi otroci včasih doživijo ta razplet, ki ga javnost tudi nikoli ne vidi, ne? Zato ker razglasitev je pač razglasitev, novinarji pokažejo presenečene obraze, mogoče malo publike, pred dvorano vprašajo, a ste zadovoljni, a ste jezni, kaj se dogaja. Tako da mislim, da je tudi to pokaže, kaj se dogaja v ozadju. Tukaj sem bila deležna marsičesa, od prijaznosti do neprijaznosti, vseh zdrah, vseh možnih spletk obdolžencev, da bi se rešili. Vmes ste uporabili besedno zvezo, so bili pravi storilci, ne? Ja. Koliko to vpliva, recimo, ko se človek kot tožilec pripravlja na nek spis, da reče, ti pa so pravi, a je s tem lahko pristranski ali ne? Ja, poglejte, niti tožiš ne, če nisi kar prepričan, da to, kar trdiš, je res. Je pa vprašanje, če to lahko dokažeš. Mene pravzaprav obstaja knjiga, ne bom povedala čigava, ampak je kazen brez zločina. To se pravi, dobi nekdo kazen, je nedolžen, bomo rekli preprosto, ne. Jaz pa mislim, da je zelo veliko zločinov brez kazni. So storjeni, samo ne uspeš tega dokazati. In to je hudo, pravzaprav. Zato ste morda noter na koncu napisali tisto znano misel, ne? Če tožilec dvomi, toži, ne? Ja. Če sodnik dvomi, oprosti. A veste, ravno to je pomembno, ne? Mnogi pravijo, niso uspeli, tožilec umakne obtožnico, oprostilna sodba. Ampak glejte, saj ni odvisno od nas. Odvisno je tudi, ne koliko si ti sposoben, tudi od tega, koliko si prizadevan, a vendar tudi od tega, kako priče, kako kažejo dokazi, kako izvedenci. Vi najbrž spremljate marsikatero medijsko zgodbo, kjer postavljajo številne izvedence. In ti izvedenci nimajo enotnega mnenja. Spomnimo se Copata, recimo. Copat je igral pomembno vlogo v enem strašnem umoru na Štajerskem. Eni pravijo, vtisi so pravi, drugi dopustijo, da niso, so domači, tuji izvedenci. In glejte, kadar je dvom, sodišče oprosti. Dvom se pa lahko kar hitro vzpostavi. Kdo pa je 100%, kaj je recimo 3 dni nazaj jedel, kje je bil, moraš kar malo pomisliti, ne. Torej priče včasih tudi nezavedno, ne rečem, da lažejo zavestno, lahko pa. Lahko so kupljene, podkupljene, lahko se bojijo storilcev, zlasti pri ropih je to. Izsiljevanja in ropi so kazniva dejanja, kjer marsikdo od prič kasneje kar reče, da ne prepozna, ne vem, če se spomnite ene zgodbe mladoletnikov, ki so odšli na prostost, pa so bili kar pravi, bomo rekli, a ne, ampak ne oškodovanci, ne priča, nihče ni mogel točno reči, oziroma je celo pokazala napačnega. Bom navezal na eno svojo izkušnjo, kar bi rad zdaj naredil naprej, namreč tudi sam sem sedel že v senatu oziroma sedim, ker sem sodnik porotnik in je zanimivo slediti vsej tem, bomo rekli, procesom in je precej zahtevno tudi, marsikdaj sploh, ko ni povsem jasno, kako se stvari obrnejo na koncu. In kar sem pri sebi opazil, je to, da se moram velikokrat spraševati, kje so moje dileme, kje so moja projiciranja, kje sem jaz občutljiv na določene stvari, kje pa so neke objektivne okoliščine ali pa neke informacije, na osnovi katerih se človeka obsodi. In ves čas, ko sem bral knjigo, sem nekako razmišljal o tej poziciji in tudi vi večkrat nakažete v knjigi, še posebej iz stališča vloge matere, kje sem jaz kot mati, kje sem jaz kot tožilka, kje sem jaz kot žena ali neka zasebna oseba, kje sem jaz v neki službi. Kako ste to nekako postavili v ravnotežje? To ste pa izjemno lepo to zgodbo napletli, ker, ne vem, tudi najbrž je v knjigi, ampak ko se ti nekaj zgodi, recimo nam se je zgodil en vlom v stanovanje. A veste, da sem postala v trenutku,
tako besna na vlomilce, da sem celo prosila, da mi en čas ne dajo spisov z vlomi v stanovanja, ker se zna zgoditi, da bom mal preambiciozna v teh svojih predlogih in vztrajanju pri obtožbi, tudi če kdaj ne bo kaj zmanjkalo. Zato celo mislim, da človek, čeprav pravijo eni krasno, ta je imela izkušnje z nasiljem, jaz k sreči nisem imela nobene izkušnje z nasiljem, potem lahko postaneš preveč zagret, nisi več objektiven, postaneš subjektiven. Zato imajo tudi v Ameriki, kot vemo, se porota nekako skriva, nima dostopa do informacij. Če pogledate recimo tudi kakšno medijsko predstavitev boja, zvečer bi lahko prek televotinga kar ljudi vprašali in koliko bi bilo za obsodbo, kakšna kazen in kako. Ljudje temu verjamejo. Medtem ko v sodnih dvoranah se pa zapleta in zapleta in je sodišče včasih res težko. Tako da moram reči celo, da mi je bila vloga tožilke mnogo bolj pisana na kožo, kot če bi bila sodnica. Zdaj pa, ker vem, da se najin čas počasi izteka, bi se rad vrnil tam nekje na začetek, kjer date en tak zanimiv uvod. Rečete, da so ljudje takšni in drugačni, pogosto grejo tudi čez trupla, da prihajajo recimo do nekih pomembnejših pozicij, nekateri, ki dobesedno ne delajo v dobrobit družbe, a ne, med drugim tudi razni kriminalci ali ljudje, ki nikoli so naredili kakšno dejanje, pa nikoli bili za to obsojeni. In rečete, družba je pa tako kot mravlje, ki jih daš noter v kozarec, ne, rdeče in črne, dokler jih pustiš pri miru, vse v redu, potem, ko jih pa streseš, se pa med sabo stepejo, ne? Koga vidite danes, da trese kozarec? Ja, danes se kozarci zelo tresejo. Rdečih in črnih mravelj, pa mislim, da še kakšnih oranžnih, je kar veliko. In ljudje, če bi ostali nekako v svojem kozarčku, recimo rdeče mraveljce, črne, nekako bi razpredali z enako mislečimi. Ko nekako pridejo skupaj in jih nekdo, mogoče tudi mediji, bomo rekli, neka oddaja te tako razburi, ali pa recimo splet je taka, ko ti bereš o nekem dogodku, se odzivajo ljudje glede na predhodne odzive. In če eni pljuvajo, oni pljuvajo še bolj. Če so spravljivi, potem najdejo še kakšno lepo besedo. Tako da se mi zdi, da smo na takem prepihu in da to spodbuja pravzaprav to gnev do drugih, napade na drugačne. Teh mravelj res, mislim, da sem izbrala kar pravo zgodbico. Ne samo ene, kar nekaj jih bomo lahko prebrali tukaj noter. Spoštovane in spoštovani, še enkrat vabljeni, da si vzamete v roke to zelo zanimivo knjigo Tanka črta, kjer boste lahko sami plavali med to in ono stranjo zakona na čisto konkretnih primerih, ki smo jih danes, morda samo malce sva se jih dotaknila, niso pa kaj več povedala o njih, ker so sami tako zanimivi, predvsem zelo razburljivi za branje, da resnično verjamem, da bo sila zanimivo to brati. Predvsem pa ni napisano v neki pravniški latovščini, ampak zelo preprosto, tako da lahko vsakdo to sliši oziroma razume. Tako da, spoštovane in spoštovani, naj se vam lepo zahvalim za vašo pozornost, draga Vlasta, vam pa tudi, pa na vse naslednje knjige, seveda. Hvala, Tomaž, to je bilo tako lepo in prisrčno, da sem lahko vesela, da sem v taki družbi. Hvala lepa. Beletrina v živo.